Dragi prijatelji, prav lepo pozdravljeni. Danes gostujem v župniji Ivana Metelja. Vse lepo pozdravljam, vsem našim cenjenim gledalcem želim dober sprejem. Najprej lepo pozdravljam tukajšnjega župnika gospoda Tomija Roškariča. Bog daj in dobrodošli. Vsekakor pa pozdravljam tudi dva gosta, ki sta z nami, to sta gospod Ludvik, ljudski zgodovinar, in gospa Marija, tukajšnja katehistinja. Veliko več bomo slišali v teku te današnjega oddaje. Sedaj bi pa gospoda župnika prosil, da se nam na kratko predstavi, kdaj vas je Bog poklical v ta lepi duhovniški poklic, kje ste bili kaplan, duhovni pomočnik. Čeprav ste že bili gost v naši oddaji Pot poti in na željo naših gledalcev, ki so morda prvič danes z nami, bomo pač na kratko osvežili spomin in prosim. Lepo pozdravljeni, torej tudi vsi gledalci oddaje Pot poti. Rekel bi, vsaka življenjska pot je svojevrstna in ni lahko govoriti o življenjski poti, posebno, če je treba govoriti o sebi, pa vendar. Moj zavetnik je sveti Tomaž, drugače moje tudi ime Tomislav, drugače med prijatelji sem Tomi. Toliko mimogrede sem sicer zelo ponosen na svojega nebeškega zavetnika, svetega Tomaža, ki je bi rekli svetnik za današnji čas, kajti bil je človek, ki je našel pot od nevere k veri in na nek način je tudi za sodoben čas značilna ta pot iskanja človeka. Veliko je dvomov, veliko je nevere, ljudje iščejo poti k Bogu. Mogoče ni naključje, da se oddaja, imenuje tudi pot poti. Vsekakor, da ni naključje, kajti vsak človek ima svojo pot, vsak pot pelje človeka k Bogu in eno izmed teh poti v župniji Ivana Metelja bomo tudi sedaj predstavili. Kje je pravzaprav, na kakšen način ste začutili Božji klic na kratko? Jaz bi rekel, vsak človek je nekaj unikatnega, ne? In ni nekega recepta za to, kako človek začuti duhovni poklic, Božji klic. Tudi jaz sem ga začutil na prav poseben način, bi rekel, kot najstnik, ki se v življenju srečuje, ko gre v življenje, so različne težave, problemi. Za odrasle ljudi so veliki problemi, za mlajše ljudi so manjši problemi, ampak so zanje enako veliki. No in jaz bi rekel, posebno Božja milost je bila v tistem času iz prehoda iz osnovne v srednjo šolo, da sem v tisti odraščajoči stiski začutil eno posebno željo in potrebo po Bogu. Jaz sem se takrat spomnil, ker sem odraščal v družini, ki je bila sicer tradicionalno verna. Nismo pa vsako nedeljo hodili k sveti maši, ampak vseeno v čisto zgodnjih letih je bila babica tista, babice so bile tiste, ki še danes imajo to pomembno poslanstvo, da vzgajajo otroke, ki naučijo prve molitve, tudi pri meni je bilo tako. In jaz sem se v tistih kritičnih letih, mi je to prišlo najprej v ospredje mojih misli in je to spodbudilo tudi, da sem začel iskati na tej poti, da sem z velikim veseljem začel prebirati versko literaturo, knjige, Sveto pismo in se potem tudi, danes vem, da me je Bog tako vodil, da sem se potem tudi odločil in prosil gospoda župnika takratnega, vse še je zdaj župnik, gospod Žerdin, pri svetom večnem telesu. On me tudi z veseljem sprejel in potem, ko sem že bil praktično iz osnovne šole, uvajal vsak teden na srečanju, me uvajal v verske resnice in tudi pripravil na prejem zakramenta prvega svetega obhajila in birbe. Tu je bil začetek te poti in potem vem, da to v meni ni nekje se ta glas umiril, ampak me je vedno znova klical na to pot duhovništva. Bili so zmes tudi trenutki, ko sem bil trdno prepričan, da jaz za to nikakor nisem in je bilo celo faza, ko sem rekel, da jaz po tej poti res ne bom hodil in sem celo nekaj časa delal
celo v trafiki. Tudi to sem rabil, da sem spoznal, kakšne talente mi je Bog dal in ki bi jih lahko v bolj koristne namene uporabil v življenju. In potem, da skrajšam, da bom gledal, je na koncu prišlo stvar dozorela do tega, da sem potem na nekje leto ali dve po srednji šoli prišel do tega spoznanja, da to res želim. In ko sem vstopil na to pot, moram reči, da po 3. letniku bogoslovja sem začel dobiti tisti notranji mir, da sem se prav odločil. Kdaj ste bili posvečeni? Posvečen sem bil v jubilejnem letu, okroglim jubilejnem letu 2000, torej svetem letu, še tudi posebno ponosen na to. In tudi nimam težav, ko računam, koliko je zdaj obletnica, kaj sem dopolnil. Vi ste tudi kaplan? Kaplan sem bil na več mestih, kaplan sem ali domovni pomočnik v 4 letih na 4 različnih mestih, od Slovenskih Konjic, Šentilja, v Slovenskih Goricah, potem Prestanice, Krškem, potem kot pomočnik v Mariboru, župniji Svetega Križa in pa potem sedaj torej upravitelj župnije Valentinja. Takole. Sedaj bi vas pa še prosil, če bi nekako predstavili župnijo. Koliko vas pravzaprav otrok je v bistvu, imaš tukaj na mala statistika, da naše gledalce tole zanima? Gotovo. Kar se tiče verouka in vseh stvari povezanih z vzgojo mladih, katehezo, pedagoškimi prijemi, župnije bi nam potem kasneje, bi jaz to besedo prepustil gospe Mariji, ki nam o teh stvari več povedala. Sam pa, če bi vam tako malo nekaj osnovnih podatkov, recimo o župniji povedal, torej župnija obsega dve krajevni skupnosti, krajevna skupnost Mali Nenje in krajevna skupnost Radoslavci in obsega nekje malo več kot 1800 prebivalcev, to bi rekli, da spada torej na spodnji del srednjega razreda po velikosti župnij. Več o zgodovini bi tudi potem gospoda Ludvika Rudolfa prosil, da bi nam povedal. Jaz bi pa mogoče se osredotočil malo na to, kar se je v župniji dogaja v tem zadnjem času, ker sem tudi jaz tukaj oseb. Sam sem bil imenovan strani gospoda sedanjega Nanškofa, dr. Krambergerja na župnijo leta 2004 kot duhovni pomočnik. Takrat je župnijo prevzel v soupravo sosednji župnik iz Svetega Jurija. Jaz sem pa torej tukaj nastopil kot nedeljski duhovni pomočnik. No in tista prva stvar, ki je bila zelo pomembna za to župnijo in zelo velik korak in ki je tudi ljudi povezal, čeprav je šlo za eno takšno zunanje dogajanje, marsikdo bi dobro gre pač za tisto materialno stvar, gospodarsko dejavnost, potrebno je bilo obnoviti župnišče, tako da smo lahko, da bi lahko dali eno podlago tudi vsem župnijskim kulturnim družabnim dejavnostim, ki se v župniji odvijajo in da bi lahko tukaj duhovnik tudi bival, je bilo potrebno, da se je to župnišče odvilo in tega težkega zahtevnega projekta se je v sodelovanju z župnijskim svetom Valentinja lotil gospod takratni soupravitelj gospod Štefan Graber. No in preko ta projekt jaz gledam ne samo z tega materialnega vidika, daleč od tega. Meni se zdi ravno to zelo pomembno, da je ta stvar zelo povezala ljudi in župnijo. Ljudje so radi sodelovali, so pomagali, veliko so vlagali svojih upov, želja, naporov in vsega res je župnija dihala kot eno telo. In tu se mi zdi, recimo, ravno to zelo pomembno, da imamo ljudje, tudi kristjani, vedno pred seboj tisti bistveni cilj, ki je Jezus Kristus, ki je naš Gospod, naš odrešenik. In vse to, vse, kar se v župniji vedno dogaja, pravijo velikokrat češja cerkev, ima veliko bogatstva in se ukvarja z materialnimi zadevami. Ampak dejstvo je, da nobena duhovnost ni
ni brez neke materialne podlage. Vsi moramo prvo jesti, pa se oblačiti, že malo se rekel, ne, da potem lahko tudi smo duhovna bitja. Torej, vse to, kar je v župni materialnega, gospodarskega, služi nebeškemu kraljestvu, mora imeti ta namen. Če nima tega namena, potem je zgrešeno, ne? Ali pa če se ljudje ostavijo samo pri tem, da je to vse, kar je v župni, da je lepo zrihtana cerkev, da je lepo zrihtano župnišče in okolica, to ni vse, ne? To je samo pot do Jezusa Kristusa, ki nas naj vodi, ki naj bi nam olajšal vse tisto, kar se v župni dogaja na katehetski in drugih ravneh, verski, bogoslužni ravni, kar nas vodi k Bogu. No in to je bilo jaz gledam na tem aspektu to obnovo župnišča kot nekaj zelo pomembnega, kar se je takrat v letu 2004-2005 zgodilo za našo župnijo. To je bilo, kar se tega tiče. Potem, ko smo to podlago, ko se je ta podlaga naredila, Bogu hvala, smo tudi vse do letošnjega leta po zavesti ljudi, da pripadajo župniji, tudi po njihovi dobroti in velikodušnosti smo uspeli tudi izničiti popolnoma vse dolgove, ki smo še bili povezani. Tako da Bogu hvala, da bomo lahko zdaj tudi znova začeli tudi še cerkev čaka obnove, več desetletna obnova bo potrebna. In tudi seveda se pa trudimo vsak dan za tisto najbolj pomembno obnovo, to pa je obnova naših src in naših duš, da rastejo na tej duhovni poti krščanske zrelosti. Ja, to ste zelo lepo povedali. Koliko nas potem nedeljskega gospodarstva svetih maš, ta informacija otrok tudi do naše Sloveniji primanjkuje. Tudi se poznal ta trend. Žal se torej velikokrat opažam, da nekih hudih razlik več med mestom in vasjo ni. Torej te razlike se nekje brišejo. Tudi kar se tiče trenda prebivalstva, upadanja števila prebivalstva, smo žal v tem negativnem trendu, ki vodi v izumiranje slovenskega naroda in bi nas to moralo zgroziti. Ne samo skrbeti, zgroziti bi nas moralo. In tako da, kar se pa tiče recimo vernikov, mogoče je tukaj malo višji procent na vasi, torej ljudi, ki obiskujejo nedeljsko sveto mašo, nekje okrog 10-15% ljudi in tisti, ki redno prihajajo v nedeljo k sveti maši, tako da malo višji procent je, kot verjetno v povprečni mestni župniji. Je ena razlika sicer med otroci, torej izkušnja, ki jo imam iz verouka, ki sem ga imel v mestnih župnijah, pa verouka, ki ga imam tukaj, da so otroci, Bogu hvala, še veliko bolj disciplinirani, kakor pa v mestu. Mogoče je tudi to en svojevrsten pokazatelj, ki kaže v to smer, kakšne prijemne naj bi tudi tisti, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok, torej se jih v šolstvu lotili. Nič posebnega ni, verjetno gre za to, da tudi starši mogoče malo več vrednot posredujejo otroku in se tudi ne poudarjajo samo pravice, samo svoboda, ampak tudi odgovornost. To se mi zdi tisto, kar je pri vzgoju otrok zelo pomembno, da jim ne govorimo samo o svobodnih pravicah, ampak tudi o odgovornosti, ki jo imajo do soljudi, do sebe in podobno. Vem, da je še prav, da povemo našim cenjenim gledalcem, da imate tudi zelo lepo urejeno spletno stran. Tam je tudi lep zemljevid, kako priti do vas. To je nekje med Ljutomerom, Ptujem in Ormožem, nekakšna sredina. Tam si boste lahko tudi kaj več pogledali. Mislim pa, da bi zdaj predstavili besedo gospodu Ludviku, pa da nam nekaj pove o zgodovini Male nedelje, o Tripu, o Rislu. Mislim, da ve veliko in pravi, da mu prepustimo besede zvote. Torej, z moje strani, vsem spoštovanim gledalcem, lepo zdrav in lep dober dan. Kot
lokalni zgodovina, laikom poskušal malo predstaviti našo župnijo. Prostite. Nič hudega, še vedno smo dali Poskušal se podati najprej v neolitsko dobo, to pa zaradi tega, ker so tu najdene 3 kamnite sekire, to se pravi, to je dokaz življenja tukaj in poselitve v tistih davnih časih. Na to bom se podal v čas 9. stoletja, v čas kneževine, vladanja kneževine kneza Kocija, slovanskega kneza Kocija, pravzaprav Pribina in Kocija, kjer so ti kraji naši spadali takrat pod njegovo upravo, ki sta vladala pravzaprav od Blatnega jezera in seveda mejna reka je bila Drava in tukaj so bili pravzaprav naselniki kot neki plemiči. In po teh plemičih, slovanskih plemičih, so tudi poimenovali naše vasi. To se pravi Radoslavci, Borislavci, Vodimarci. To se pravi, da že sama beseda nam pove, da so to pravzaprav v korenu slovanske imena, slovanske priimke, vendar je bilo potem tisočletna nadvlada nemškega jezika in pa so se naši kraji v tisočletji vedno pisali z nemškim prizvokom. Tako bi naj po izročilu tukaj pred okristjanjevanjem bil neki majhen tempelj slovanskega boga Triglava in na tistih temeljih bi naj bila prva kapelica. To so delje na mnenja, vendar po vseh izsledkih bi naj bila kapelica posvečena sveti Ani prvotno. In v tistem času sta naše kraje tudi obiskovala sveti Ciril in Metod, slovanska blagovestnika, ki sta seveda bila priljubljena v naši podeželju zaradi podajanja bogoslužja v slovanskem jeziku. In kjer sta bivala nekaj časa tudi pri knezu Kociju v Blatnem jezeru, predvsem sveti Metod, bi naj bilo po ustnem izročilu krščevanje po enem studencu, ki še danes se imenuje Krševčak. Že sama beseda pove to smisel krščevanja. In na tem moramo graditi, na tem izročilu, da so to resničnosti podane. In naj bi v tej, že bolj v tej cerkvici, ki je bila grajena v času kneza Pribina, bi naj maševala. Pravzaprav se je mogoče sveti Metod, verjetno je to bolj temeljina sveti Metodu, kjer kot je znano iz zgodovinskih virov, je sveti Metod kar nekaj let bival v Blatnem jezeru pri knezu Kociju in upravljal svoje misijonske pohode predvsem po Prekmurju in po vzhodno Štajerski. To se pravi, naši kraji so bili, seveda od Drave so bili obiskovani od kneza Pribina, od svetega Metoda. No in prvič se pa moram bi pri tem mogel povedati, da so bili okrog 10. stoletja, konca 9. stoletja, v 10. so bili veliki mačarski vpadi. Tisto krače so bili Mačari pogani, kot nekaj tudi Slovani, in so strašno pustošili po naših krajih. In tukaj so bile, kot ne samo tukaj, tudi drugod, so bile porušene gotove cerkve in pa tudi vasi, zelo opustošene. In kot pravi zgodovinar in pravi zgodovinar, ki je pisal papežu v Rim, o sprevrnenju Bavarcev in Karantancev, da so v naši kraj bili več stolet zelo zaraščeni zaradi tega, ker ni bilo življenja tukaj, ne? In ravno salzburški nadškofje so tukaj tudi naseljevali gotove prebivalce iz bavarske dežele, ker tukaj je bilo zelo
vse dopuščeno. In šele se omenja cerkev, da bi ne bila tista kapelica, kakšna pa je bila porušena, vendar pol se pa ne omenja cerkev pred kot leta 1441, kot cerkev je pri Mali nedelji. Vendar tista cerkev ni bila, ne bi bila posvečena, tukaj že po župnijskih kronikah nekaj omenjeno, da ne bi bila posvečena Sveti Trojici, kot je danes, ampak Devici Mariji. In tudi na to moramo, se tudi zgodovinarji niso najjasne, da bi to dobilo ime Mala nedelja po cerkvi Svete Trojice, je lahko dobila tudi po Devici Mariji, to je Mala maša. Tako da moramo na tem graditi, da je to, ker se cerkev omenja pri Mali nedelji že 1441 in potem lahko sodimo, da je tudi mogoče po Devici Mariji dobila ime. No in to seveda, to je bila manjša cerkvica, še danes, če se malo ogleda naša cerkev Veščak, na podstrešju se vidi, če se podaš v stolp, že od zunaj vidiš, da je cerkveni stolp od spode do polovice je zidane četverokotno, na to je pa zidane v osmerokot. To se pravi četverokotna, tako da ne tista prvotna cerkev bila. In tudi na prezbiteriju se vidi, da je prezbiterij bil povečani, kako nizka nekaj cerkev bila, baje z ravnim strogom je nekaj bila in seveda zelo manjša. Ker pa je seveda so ljudje se malo namnožili, malo več prebivalcev in nastalo so pa tudi morali misliti na povečavo cerkve. In povečava cerkve je bila največ med leti 1521 do 1547. To pa malo je to seveda dolga doba, vendar moramo pri tem vedeti, da so to bili kužni, težki kužni časi, ker v naši kraji je tistokrat morila strahotno kuga. In so bili strašni pokoli, mislim, strašni pomori kužni. In pa tudi malo so bile vplivali verske romatije, ker tukaj je bila malo prisotnost tudi luteranskih duhovnikov. In ker so tukaj tudi spovedovali pod skupno spoved so imeli, tako da je to, malo so bile krive tiste romatije, malo pa pravi pa tudi v tisti časi so tudi Turki po teh krajih hodili in to je bilo vse, je oviralo gradnjo te cerkve. Seveda 1547. leta je bila blagoslovljena, vendar ni podatkov, kdo bi jo naj posvetil, blagoslovil. Zaradi tega ne, ker je leta 1695 je župnišče, leseno župnišče pogorelo brutal in z njim vsi prvotni papirji. Tukaj imamo vire od let nazaj, od leta 1625 na 1590 nazaj, so pač grobi podatki iz škofijskega arhiva, iz Salzburške nadškofije in pa na to iz Graške škofije. Pri tem naj povem, kot je znano tudi drugim, da so naši kraji seveda spadali prvotno pod Salzburško nadškofijo šele na to pod Graško škofijo in šele po prenosu škofijskega sedeža, ki je Slomšek, naš zaslužni mož, prenesel iz Šentandraža v Maribor, šele od takrat pod Mariborsko, no in sedaj pa pod Novo Mursko-Soboško škofijo. Hvala lepa za tale zgodovinski oris. Sedaj pa je verjetno, da vam dodamo besedo tudi do gospe Marije, ki je tukajšnja katehetinja, ki se redno srečuje z otroci, podaja Božjo besedo, pa bi jo prosil nakratko, če nam predstavi svojo podajanje tekoče besede, kako jo otroci sprejemajo. Pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem. Smo že 2 leti katehisti na naši župniji in v začetku, ko so me
naš gospod, prosili za to nalogo, je bilo malo težko odločitev. Spraševala sem se, ali bom zmogla, potem sem se spraševala, kako bodo ljudje to sprejeli, ker pri naši ni bilo katehistinje. In potem, po nekaj časnem razmišljanju in po molitvi, sem spoznala, da je to, da me Bog kliče v to službo in zelo sem vesela, da sem sprejela in zelo rada delam z otroki. Pri nas je v župniji 148 veroučencev in več ali manj vsi prihajajo, lahko rečem, redno v verouko in njihovo življenje je tudi povezano nekako tudi z vero. Vidiš se, da so še babice in detki, da še skrbijo za te vnuke, ker ti starši so dosti tudi zaposleni, če ravno je na podeželju. In mi dosti krat omenijo, da so z babico detko molili ali da so šli k maši ali bilo kam na kako romanje. In to je razveseljivo, ker otroci, to so biseri, ki jih je potrebno očistiti. In oni so iskalci in oni iščejo in ko prihajajo v verouko, ko vidiš njihove oči, kako pričakujejo, da jim nekaj poveš o Bogu, potem imaš veselje, da z veseljem jim to podajaš in vidiš, da so sprejemljivi, več ali manj vsi. Tudi vi imate zelo likovnico petje, zbrano molitev, drži ta moja ugotovitev? Jaz bi rekel, da gotovo gre pa zahvala za to, bi rekel, kar doslednemu prizadevanju in naporom, ki jih vlaga tako naš gospod Alojz Stajnko, naš zborovodja, ki skrbi za to, da sta v župniji nekako tudi zrasla dva zbora v teku zadnjih večjih let, sicer odrasli mešani pevski zbor in pa otroški dekliški pevski zbor. Tako da to, bi rekli, tisto se mi zdi, kar se mi zdi pri vsaki župniji pomembno, je v prvi vrsti, da župnija moli, v drugi vrsti pa, da župnija tudi poje, kajti če kdo poje, dvakrat moli. In res je, življenje, petje je znamenje enega življenja v župniji. Tudi jaz se sicer osebno trudim, nismo še do tega prišli, imam pa v načrtu, da bi poživili tudi ljudsko petje, ne samo zborovsko, tudi ljudsko petje. In to je tudi eden od ciljev, ki je še pred nami. Da se vam resniči, ne? Imate tudi, to se pravi, zraven teh sekretnih pevskih zborov, otroškega pevskega, pa ministrancov, pravcev, v invalidski skupini, tudi kolektivno družino, mislim, da tudi kakšno veselo, da je treba tudi o tem reči, da ne pozabimo, ne? Tudi se mi zdi, da bi bilo to zelo dobro omeniti, kajti gre za posebnost. Naša župnija je v tem oziru posebnost v okviru Mursko-Soboške škofije, kajti smo zaenkrat edina župnija, kjer je navzoča ta Kolpekova družina.
Gre za torej, rekli, gibanje za skupnost, ki podarja to socialno, karitativno in izobraževalno razsežnost. V ljudeh je veliko volje, moči, torej, rekli, te pripravljenosti za sodelovanje. Veliko krat je težava pri tem, kako stvari organizirati. Tukaj morda včasih zaradi tega potem ljudje ne morejo izraziti vsi svojih kapacitet, želja in moči, ki jih imajo. In tu je Kolpingova družina kot neke vrste okvir, v katerem lahko uresničujemo tudi svoje krščansko poslanstvo. In v tem oziru je bilo že več aktivnosti tudi v župniji, od čisto preprostih, torej bi rekli, stvari, ki jih recimo prirejamo velikokrat po svetih mašah, kot so pogostitev ljudi z skromnim prigrizkom, z kozačkom vina ali osvežene pijače, da se tudi družimo zunaj po svetih mašah, ne samo, da gremo takoj domov. Potem je bilo tudi nekaj izobraževalnih dejavnosti, od različnih ročnodelskih in drugih delavnic do predavanj, ki so jih imeli, recimo gospod Ivan Štuhlic, zelo znano ime Slovenske cerkve v slovenskem prostoru, je pa naš rojak, na katerega smo še posebej ponosni, se je dober del svojega otroštva odraščal tukaj blizu cerkve. Morda bi še samo glede zbora, o katerem sem prej govoril, dodal še to, da je tudi zbor v svojih dejavnostih nam aktiven in nam vsako leto tudi pripravi en lep božično-novoletni koncert, ki je še posebej pesti njihovo vsoletno delo in prizadevanje. Jaz sem res v tem oziru zelo hvaležen, mogoče sicer dobro, to je za stvar osebnih navad, ki jih imajo določeni duhovniki, kako pogosto se ljudem zahvalijo. Jaz sem vedno hvaležen vsem, ki kakorkoli sodelujejo v življenju župnije. Mogoče to premalo krat povem, pa naj bo to še posebna priložnost, da se tudi vsem mojim osebnim laičnim sodelavcem še enkrat iskreno zahvalim za vse, kar delajo v župniji za Božje kraljestvo, za tisti za Jezusa. Ja, hvala. Gospod Marija, je molitev tista, ki pravzaprav ljudi poveže. Velikokrat v teh naših oddajah pod poti se dotaknemo, da pravzaprav po Jezusovih, po duhovnikovih rokah prihaja Jezus k nam in da pravzaprav do nekaj v slovenskem prostoru premalo znamo ceniti duhovniški poklic oziroma nimamo tistega čutja. In morda bi povabil tudi gledalce, da skupaj v duhu molitve se povežemo in da naredimo nekaj lepšega, nekaj dobrega z malo dobre volje, prema ljudi. Ja, molitev je tam. To je pravijo, da molitev je pot, ki drži do Boga. In molitvi smo najbolj združeni Gospodom. Tako jaz učim tudi pri veliko otroke, da ni pomembna samo molitev tem obrazci pomolimo, da je potrebno tudi, da se z Bogom pogovarjamo tako, kot je Bog je naš prijatelj. In da se pogovarjamo z svojimi besedami, da tako kot prijatelji povemo, kaj želimo, za kaj smo hvaležni, da tako tudi Bogu se zahvalimo, da z svojimi besedami, ker takrat, če se mi zahvalimo in govorimo Bogu z svojimi besedami, smo bolj pri stvari lahko, kot če recimo molimo neki obrazec in potem mogoče misli splavajo kam drugam. Nismo tako vezani na Boga, ni to tisti direkten odnos z Bogom. Zato sem tudi pri veruku učence navajam na to, da bi tudi vključili osebno molitev, da bi se znali Bogu zahvaliti. Ker prvo, najprej je potrebno, da se Bogu zahvalimo. Kajti tako smo potem, ko smo hvaležni Bogu, nam Bog še izkazuje večje milosti. In vesela sem, recimo, ko vidim pri teh majhnih otrocih, kako sprejemajo to. In kako jih, recimo, ob koncu veroučne ure, da se zahvalimo ali da vsak je z svojimi besedami prosi kaj. In to so tako čudovite besede iz teh otroških src, da te prevzame, da si ne moreš misliti, kaj vse skriva otrok v svojem srcu.
In potem je bilo zelo veliko veselje, ko mi je ena mamica povedala, veroučenka iz 1. razreda, pravi zvečer, je bila najprej bolj pomembna zobna pasta pa pomivanje vratov pred spanjem. Zdaj pa ne, zdaj pa poslušamo v sobo, kako se pogovarja s Bogom, kako se mu zahvaljuje, hvala ti za babico, hvala ti za mamo, da mi je to kupila, da me boš čuval in to se mi zdi, da bi bilo, to je moja želja, da bi to z otroci raslo, ne? Da bi se otroci navadili tega stika z Bogom, ker to jim bo potem ostalo, ne? Da bi si ustvarili neki kontakt in neki odnos s Bogom, da bi ga pojmovali kot živega, kot prijatelja, ne? Tudi tako se učimo, da Jezus živi med nami, da ni to nekaj zgore v nebesih, ampak on je med nami, ne? In ravno ta molitev nas lahko z Bogom povezuje. Slišal sem, da ste tudi poromali v tale milostni, skoraj najvišji romanski kraj Medžugorje. Kako pravzaprav vidite Medžugorje v naši poti, velikokrat se dotaknemo tudi nebeške Rome Marije v Medžugorju, oziroma samega kraja Medžugorja, ker pravzaprav prihajajo ljudje iz celega sveta, vse teče spontano, brez različnih redarjev. Kaj vidite, zakaj? Kako ste ga pravzaprav doživeli, ki ste pravzaprav že večkrat? Ja, prvič sem poromala v Medžugorju pred 17 leti. Takrat se me je res to globoko dotaknilo, to dogajanje. To je milostni kraj, to ni, jaz pravim, tam je res, so odprta nebesa, ne? Tam je prostor, kjer lahko se človek popolnoma odpre in kjer ti Bog popolnoma daje. Pred 17 leti sem že takrat dejala, da ko enkrat človek stopi na ta tla in ko enkrat prideš tisti milostni kraj, potem košček srca ostane tam. Nikoli več ni, kot je bilo in ko eni pravijo, ni, jaz pravim tako, ker rekel Nikodem farizejem, če je od Boga bo ostalo, če ne bo pa zamrlo. No? In to je potrditev, da je od Boga, ker 26 let, teh 26 milostnih let, jaz pravim temu, ne? In vedno znova, letos sem romala za obletnico in ta množica ljudi, ti ljudje, ki hrepenijo po Bogu in ki verujejo in ki si želijo Boga, ker človek je v današnjem času lačen Boga, ne? Ampak ne zna pokazati na pravi način. Išče neke druge poti, druge bogove, ampak Bog je samo eden, ne? In tukaj je Marija, Mati Marija, ki je srednica naša, med Bogom, med nami in zato nas ona tako dolgo vabi, ker ona je naša mati in mati skrbi za svoje otroke. Zato jaz vedno ko romam, vedno dobim nekaj novega. Ker pravi Bog daje hrano, vedno nekaj, nikoli se ne ponavlja. To je vedno neka nova doživetja. Ker gledajte, če bi človek mislil, da to bom spet doživel, bi tisto pričakoval. Zdaj pa ne pričakuješ tistega, ampak pričakuješ presenečenje, pričakuješ Božjo milost. In vedno znova dobim, da se lahko potem spet še bolj premno Boga in da še potem lahko bolj hodim za Bogom in živim z njim. Za vse naše gledalce bi želel povedati, da bi še želeli kaj več, se pravi, bi vedno medijsko v stiku z Medžugorjem na spletni strani Male nedelje tudi lahko poslušajo Radio Mirna, ne? So postavljene povezave. Tako da so v živo preko interneta, tudi v kabelskih sistemih ali digitalne televizije je ta možnost tudi preko tega daljnega na Slemenu, v tem obrodu severovzhodne Slovenije 107,8, tako da lahko vsak, ki kaj več želi o utripu Medžugorja, tudi tam najde. Žal se bliža konec te naše lepe oddaje. Bilo je prav prijetno poklepetati z vami in mislim, da še bomo na koncu dali besedo tudi vsem trening, še tudi gospodu Ludviku. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi za konec, ker sem pač skromen ljudski pesnik, bi glede na to, da so pri nas tukaj duhovniki prisotni od 16. stoletja, koncem 16. stoletja, seveda moramo biti hvaležni, ker duhovnik
Duhovniki so vedno, ne samo, da so bili duhovniki, oni so pravzaprav držali kulturo, preprosti ljudi, ker drugi ljudje niso bili nekaj šolani po domačem. Tega se to malo zavedati, ne? Ja, Jaz se strinjate s tem mojim mnenjem. ja, in seveda moramo biti hvaležni, dosti krat smo jih malo premalo hvaležni. In zato sem nekaj pred tem povedal, da je naš gospod župnik sedanji, je po vrsti 37 od začetka kot voditelj župnije, s tem, da je bilo dosti kaplanov, tudi ker nekaj so bili kaplani prisotni tudi, kjer je pač bilo možnost. In sem v letu 2005 se napisal take zahvalne besede. Jaz bi zapel, ampak ne morem, ker imam slab glas, pa bom kar prečital. Duhovnik se žrtvuje, za nas se on daruje, od zimekega groba življenje spremlja naše. Zatorej ga spoštujmo in vse dobro mu želimo, da srečno bo med nami živel na mnoga leta. Ko prišla bude ura nenadnega slovesa, je prošnja naša dana, duhovnikov podana. Popotnico za večnost podajte našim dušam, se moč je vaša dlana od Kristusa podana. Hvala lepa, gospod župnik. Tudi vam. Prav je, da še gospa Marija nekaj da zaključno misel oziroma na svet našim gledalcem, morda tistim malo mlajšim, morda tudi starejšim, oziroma družina je tista celica, ki je zelo pomembna, s katere pravzaprav človek izhaja, zato dobi tiste prve korenine, da pride oziroma začne spoznavati Boga. Jaz bi se obrnila na vse starše, res prisrčno želijo, da naj sprejmejo, da naj spoznajo, da so otroci Božji dar, da so najprej dar Boga, potem dar njim in da so najprej Božji otroci, potem so otroci vas zemeljskih staršev. Zato je lepo, če je vaša vzgoja usmerjena proti Bogu in da otroke vzgajate v tem duhu. Če pa ni vere v vaših srcih, se pravi, če niste bili deležni vere, potem prosite Boga. Kajti Bog je rekel, kdor prosi, ta dobi, oziroma kdor trka, se mu odpere. In prosite, trkajte na Jezusovo srce, prosite ga za vero, za dar vere. Kajti če boste vi, dragi starši, imeli dar vere, jo boste lahko posredovali otrokom. Kajti vi ste prvi steber. Mi, ki poučujemo veru, pedagogi, lahko vam samo pomagamo in smo samo spodbuda. Zato je zelo lepo, kadar vidimo otroke, ki so srečni, pridejo iz družin srečni, kajti prinesejo Boga že iz družine. Zato bi naj zaključila z mislijo, da je Bog živ, da je med nami in da nas čaka večno življenje. In to življenje, ki ga živimo, sedaj minljivo. In tudi v koncu bomo dali odgovor Bogu, kako smo s tem darom ravnali, kako smo ga vzgajali. Zato nikoli ni prepozno, če začnemo se odpirati Bogu in tudi te vrednote kazati otrokom, da bo tudi njihovo življenje in potem njihovi otroci lažje živeli, kajti dar vere, to je neprecenljiv dar. Ja, v tej priložnosti bi želel še morda prelistati par pisem, ki sem jih dobil, kjer se vam gospod Tobi zahvaljuje za vso prizadevnost, da ste se lepo vključili v župnijo, verjetno tega niste pričakovali, sem vas malo presenetil. In Bog daj, da bi še bolj rasli kot celota, kot družina, kot občestvo, pa še za konec našim gledalcem. Kakšen pisem. Vsem, ki so vam pisali v tem oziru, se tudi zahvaljujem. Eno misel pa recimo ob koncu, kot duhovnik, bi lahko dejal, da si želim, da bi, gledajte, v svetu je veliko poti se ljudem ponujene. Ljudje iščejo srečo, so iskalci nečesa več v življenju in žal večina ljudi
išče to pot do sreče tudi pot do Boga preko napačnih poti. Veliko poti se ponuja in mnogo poti vodi v stran od Boga, vodi v nesrečo, v žalost, v depresije in v propad. In v tem oziru bi ljudem toplo položil na srce, da bi prisluhnili tistemu glasu vesti v svojem srcu, to je glas Boga, da bi se podali na pot iskanja Boga, našli ga bodo v Svetem pismu in v cerkvi. To je gotovo tudi izkušnja zgodovine, vseh ljudi, 2000-letna zgodovina, o tem pričuje in to si želim za gledalce. In seveda bom tudi za vse molil, da bi se jih Bog dotaknil, da bi pomagal k tistemu pravemu cilju, da bi zaživeli da bi prišli do tiste polne starosti v Kristusu, kot pravi tudi Pavel v svojih pismih. Jaz se vsem trem zahvaljujem za sodelovanje. Pri tem je tudi bi želel podariti, da je potrebno tudi za dovolnike moliti. In res hvala lepa za tako lep sprememb in poklone. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za vas bi pa pripravljena misel, ki pravzaprav jo lahko ponudimo v vsakem trenutku in jo lahko damo vedno na krožnik. Kajti ljubezen je slad, zelo za vsak letni čas in v vsakem trenutku dosegljivo. In mislim, da ni potrebno, da za to skoparimo. Zahvaljujem se vam za sprejem, povabim nas tudi na obisk spletne strani, kar tudi vidite sedaj na malih ekranih Male nedelje ali na spletno stran RKC-a. Pišite še nam tako naprej, kajti oddaja Pot poti naj bo vaša oddaja, domača oddaja. V naslednji oddaji vas povabim, da nas gledate, kajti obiskali bomo Castelmonte, to je Stara Gora v sosednji Italiji. To je eno veliko, na eni strani velik samostan, veliko romansko svetišče Marije, tudi Slovencem v Furlaniji, Reziji in tudi poznano romansko svetišče v Italiji. Do takrat vam želim mir in vse dobro do naslednjega snidenja z vami, na nasvidenje in z Bogom.